Pozdravljeni. Na vrsto je zopet prišel naš redni komentar novic, kjer si bomo, kot običajno, pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes se bomo, kot običajno, ustavili pri 4 različnih temah. In kot ponavadi, bodo bližnjice do originalnih člankov zapisane v samem opisu. In kot dobro vemo že vsi, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar piše že v prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni pogled, moje osebno mnenje, moj osebni komentar. Tako, tokrat smo hitro ponovili pravila tega malce drugačnega formata, zato se kar takoj lotimo prve današnje teme. Na samem začetku se bomo ustavili pri izjavi, ki jo je podal sam Stefano Domenicali. Dosegljiva je na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com in je bila objavljena 2. septembra. Tu velja seveda podati, da je Domenicali govoril praktično v sklopu tistega, kar je uvod k vikendu posvečenemu veliki nagradi Italije. Ampak Stefano Domenicali je govoril o prihodnosti, kako je ena izmed poglavitnih nalog Formule 1 ta, da povprečnemu navdušencu razloži, kakšne bodo spremembe pri pravilih, ki jih bomo videli v sezoni 2024. Govorimo o tehničnih kot o onih športnih. In napoveduje že v prihodnjih tednih in mesecih najprej seveda slikovni material, kjer bodo skušali nekako zgostiti vse tiste glavne spremembe, v nadaljevanju pa celo videe, ki bodo povprečnemu navdušencu pomagali nekako razumeti, zakaj gre. In treba je tu kot običajno dodati, da se tudi sam nekako čutim poklicanega, da bi pravila, ki stopajo v veljavo v naslednji sezoni, nekako skušal razložiti pri tem tistemu, ki želi vedeti, zakaj gre, ampak jih enostavno ne razume. In delno smo se tega že lotili v tistih prispevkih, ki nekako nakazujejo, kaj nas šele čaka v naslednjih mesecih. Ampak težava je nekje drugje. Namreč v tem trenutku, vsaj kar se tiče dobršnega dela pravil, nimamo še dokončne verzije. In nekateri bodo dejali, saj pravilniki so dosegljivi, in moram priznati, da kar se tiče onega tehničnega pravilnika, sedaj ne sme biti več nekih konkretnih sprememb, ampak na onem športnem, seveda, se da zgoditi še marsikaj, in tu nastajajo veliki dvomi, velika vprašanja. In po eni strani razumem dvome, ki jih ima Domenicali, glede tega, kako bo povprečni navdušenec, ki verjetno niti ne sledi vsem dirkam, razumel te spremembe. Po drugi sem pa zaskrbljen, ker ne moremo nekaj razložiti, brez da bi sploh vedeli, zakaj gre. In zato ni odvisna toliko Formula 1, kot je vse odvisno od FIA. Ampak čas bi bil, da bi se že malce zmenili, a ne? Poglejmo vsi, kaj sem pripravil v drugem današnjem sklopu. V drugem današnjem sklopu se bomo pa ustavili ob sporočilu, ki ga je poslal Toto Wolff Christianu Hornerju, takoj ko je izvedel, da je izgubil službo pri Red Bullu. Kot nam poroča Planet F1 3. septembra, je bilo sporočilo
malce grobo, malce morda na prvi pogled kontroverzno in verjetno v vseh medijih globoko cenzurirano. Namreč Toto Wolff naj bi Kristjanu Hornerju poslal neko enostavno sporočilo, ki nam pa kaže, kakšen odnos je bil vsa ta dolga leta med njima. Namreč napisal mu je prevedeno in malce tako ulepšeno, da ne ve, kako bo Formula 1 lahko obstajala brez takšne zadnjične odprtine, kot je sam Kristjan Horner. A to seveda se ne bomo ustavljali ob jeziku, ki ga uporablja Toto Wolff, ampak razumeti moramo, da Horner in Wolff sta bila nasprotnika in ne sovražnika in da je obstajalo in obstaja neko medsebojno spoštovanje. Tudi Horner je seveda sporočil Wolffu, da ga skrbi, kaj bo glavni odgovorni pri Mercedesu počel sedaj, kajti jasno je, da ga je ljubil sovražiti in seveda zgodbo bi lahko nadaljevali še naprej. Mnogokrat v prispevkih sem poudaril, da med Hornerjem in samim Wolffom je neke vrste antagonizem in da dobesedno uživata, kako en drugemu mečeta kolena pod noge. In v tej luči, po mojem, moramo tudi razumeti, zakaj je sam Toto Wolff dvoril Maxu Verstappenu in je skušal pretrgati njegovo pogodbo. Ne toliko zaradi tega, da bi ga imel v tovarniški ekipi Mercedes, ampak bolj zaradi tega, ker je to šlo iskreno na živce Kristjanu Hornerju. In sedaj vidimo, da se je lahko v Formuli 1 tudi nasprotnik, ampak še zdaleč ne sovražnik. V primeru nuje znajo takšni antagonisti stati tudi na svoji strani. Čeprav s kakšnim nekonvencionalnim sporočilom, ki je morda tudi težko prevedljivo v mnoge jezike, je Toto Wolff pokazal neke vrste spoštovanja. Več, kot so sposobni mnogi drugi, ki se delajo prijatelji. A poglejmo si, kaj nas čaka v tretji današnji temi. Na angleški verziji spletnega portala motorsport.com smo lahko 3. septembra naleteli na dokaj kontroverzen članek. Namreč po veliki nagradi Nizozemske je nekomu prišlo na pamet, da za poživitev letošnjega svetovnega prvenstva Formule 1 morda ne bi bilo slabo vpeljati neko pravilo, ki smo ga videli že v preteklosti. In to je tisto, da je lahko posamični voznik dobesedno črtal iz svojega izkupička rezultate, ki so bili slabi. In v članku imamo seveda zgodovinski pregled, kako je šlo to pravilo praktično od samega začetka. In seveda porajali so se dvomi, porajala so se vprašanja in ne smemo mimo tistega dejstva, ki je tudi zapisano v članku, da prav leta 1988 je Ayrton Senna postal svetovni prvak, čeprav je v resnici več točk zbral Alain Prost. Ampak sam kot ponavadi moram dodati moj pogled. Zakaj moramo iskati neke izgovore, da bi nekomu slabšemu, v tem primeru Landu Norrisu, omogočili, da bi se lažje približal Oskarju Piastru. Če Lando Norris pač ni imel sreče na Nizozemskem, kaj bi dejali, da se je zgodilo v Avstraliji, ko je bil Oskar Piastri, ki je potegnil krajšo, čeprav se je res čarobno rešil iz dane situacije in zmanjšal škodo praktično na minimum. Tudi tu, v takšnih primerih, se vidi, kdo je boljši in kdo je slabši. In verjeli ali ne, tudi sreča je potrebna v življenju.
Videli smo v samem članku, da so bili citirani mnogi primeri, tudi oni iz sezone 2016, ko bi lahko Lewis Hamilton črtal ničlo, na primer iz velike nagrade Malezije. Ampak bi bilo še to ona Formula 1, ki jo poznamo? Po mojem ne. Zato se mi zdijo takšne ideje, iskreno povedano, absurdne. A poglejmo si, še kaj sem pripravil za zadnji današnji sklop. Za konec pa kot običajno tista rahlo bolj obrobna novica, ki ne zaseda prvih mest na medijih, ki jih običajno prebiramo. 2. septembra na spletnem portalu Planet F1 sem zasledil izjemno zanimivo, malodane bizarno zgodbo. Tarso Marquez je bil aretiran, ker je vozil ukradenega Lamborghinija brez tablic. Najprej je treba razložiti, kdo sploh je Tarso Marquez. Bil je prisoten v Formuli 1 pri ekipi Minardi v 3 sezonah, čeprav nobene ni končal. In konec koncev Tarso Marquez je bil prvi moštveni kolega Fernanda Alonsa. Njegova kariera, ko se je končalo obdobje v Formuli 1, je bila dokaj bizarna. Namreč postal je zvezda v Braziliji resničnostnih šovov, kjer je predeloval avtomobile in motocikle. Nekaj, kar je verjetno mnogim izmed vas znano, ampak na drugih kanalih z drugimi junaki. In sedaj so Tarsa Marqueza dobili v Lamborghiniju Gallardo, ki ni imel tablic in ki naj bi bil v lasti organizacije, ki je organizirala prevare z piramidnimi shemami. Poleg njega v Lamborghiniju sta bili še 2 mladenki. Treba je povedati, da Gallardo ni več v proizvodni spominu najmanj 12 let in da je zadeva že na robu absurda. Namreč na dan je tudi prišlo, da je Marquez nekako dolžan približno zaokroženo 200.000 evrov raznim upnikom in da mu ne bi smelo iti preveč dobro. Iz zapora je bil izpuščen proti vračilu varščine in zgodba verjetno še ni zaključena. Ampak sam bi rad poudaril nekaj. Formula 1 je seveda vrhunec motošporta, vsaj za nas, Evropejce, da ne bo pomote. Ampak biti tam med najboljšimi lahko marsikomu malce zamegli pogled, malce zavrti tiste prave vrednote in seveda izbriše marsikatero vrlino. Ne vem, kakšen je bil Tarso Marquez pred tem, ampak izgleda, da si drzne malce preveč in da se mu je zgodilo tisto, kar si je sam mislil, da je nemogoče. Njega, bivšo zvezdo Formule 1 in televizije, so ustavili, aretirali in seveda osramotili na medijih. Marsikdo, ki je danes v Formuli 1, bi morda tudi rabil kakšen tečaj, da se nauči potem po končani karieri nekako živeti naprej, živeti normalno. Mnogi, ki jih danes občudujemo na štartnem razporedu, so lahko v zasebnih življenjih precej ekscentrični, ampak nekaterim je to všeč, drugim ne, sam ne sodim. Ampak menim, da bi rabili mladeniči, ki imajo 17, 18, 19 let, tudi neko pomoč za tisto obdobje, ko bodo postali zvezde in nato ta status tudi izgubili. A vem, morda sem preveč zaskrbljen za mojimi pomisleki, a vseeno, kot ste razumeli, za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.